Poslušalci v dvorani, mir, prosim. Pričenjam razpravo proti tovarišu Volku, obtoženemu naklepnega zločina. Tovariš sodnik, ugovarjam, odločno ugovarjam. Tovariš branilec, za ugovore boste imeli dovolj priložnosti pozneje. Zaenkrat sploh ne veste, česa je obtožen vaš branilec. Besedo ima tovariš tožilec, prosim. Hvala. Spoštovani sodniki, dragi poslušalci, moja naloga je tokrat smešno lahka. Opraviti imamo z okorelim, nepoboljšljivim zločincem, ki je doslej že neštetokrat ušel roki pravice. Nikar ne skrbite, ne bom vas dolgočasil z naštevanjem prestopkov, ki jih je zagrešil obtoženi Volk. Omenil bom samo njegov zadnji, v nebo vpijoči zločin. Predrzni napad na Rdečo kapico in njeno babico, ki pa se mu je po naključju ponesrečil. Ugotovljeno je, da je obtoženi Volk vlomil v kočo babice in jo požrl. Koga ne bi tovariš Volk požrl, kočo ali babico? Prosim vas, tovariš branilec, da ne prekinjate tovariša tožilca. Vaše vprašanje sodi v šolo, ne pa v sodno dvorano. Prosim, nadaljujte. Hvala. No torej, omenjeni Volk je, kot rečeno, požrl babico, nato je oblekel njeno nočno srajco, si nataknil babičine naočnike ter tako našemljen čakal na nič hudega slutečo Rdečo kapico. Tovariš sodnik, ugovarjam, prosim. Tišina, nadaljujte, prosim. Hvala. Tovariš sodnik, dovolite mi, da preberem opis tega krvavega zločina izpod peresa znamenitega pisatelja. Njegove besede bodo zagotovo bolj prepričljive kot moje. Sprejeto. Ugovarjam. Ugovor ni sprejet. Prosim, nadaljujte. Hvala. Torej, ko se je Volk tako preoblekel v babico, je nič hudega sluteč vstopila Rdeča kapica. Začudila se je, da so vrata odprta. Ko pa je stopila v izbo, jo je tako čudno obšlo, da je pomislila, jedeta no. Tako tesno mi je danes pri srcu, pa sem bila drugače tako rada pri babici. Dobro jutro, a odgovora ni dobila, zato je stopila k posteli in odgrnila zavese. Pred njo je ležala babica s čepico globoko potisnjena na obraz in zelo čudna je bila videti. Joj, babica, kako velika ušesa imaš, da te lahko bolje slišim. Joj, babica, kako velike oči imaš, da te lahko bolje vidim. Joj, babica, kako velike roke imaš, da te lahko bolje zgrabim. Joj, me, babica, zakaj imaš tako grozno velika usta, da te lahko bolje požrem, je zarenčal nenasitni Volk, bil v skoku iz postelje in požrl ubogo Rdečo kapico. Tako je opisal ta nagnusni umor znameniti pisatelj. Dovolite mi, tovariš sodnik, da vas opozorim zlasti na zvitost obtoženega Volka, s katero je spravil past ubogo Rdečo kapico. Več o tem bom spregovoril v sklepni besedi. Zaenkrat sem končal. Hvala lepa za potrpežljivost. Hvala vam, tovariš tožilec. Obtoženi Volk, vstanite. Ja. Vaše ime. Volk. Priimek. Volk. Ime očeta. Volk. Ime matere. Volk. Kje stanujete? V volčji jami. Ali ste razumeli obtožbo? Ja, razumel sem, ampak
Odgovarjati morate samo na moja vprašanja. Razumete? Razumem. Prav. Ali priznate, da ste krivi? Ne, dolžen sem. To bomo šele videli. Kje ste prvič srečali rdečo kapico? V gozdu. Kje pa drugi? Ali ste ji naredili kaj hudega? Vljudno sem jo pozdravil, to je vse. Ali ste tudi njeno babico vljudno pozdravili? Ne, nisem. Ali priznate, da ste z vijačo prišli v njeno kočo? Vrata so bila odprta, Ja, potrkal sem ja. in ker se nihče ni oglasil, sem vstopil. In potem? Potem sem oblekel babičino nočno srajco. Na glavo sem si nataknil njeno čepico, Da. obrobljeno s čipkami. Kaj pa ste storili z babico? Z babico. Da, z babico. Ne spominjam se. Kaže, da imate slab spomin. Tako je, tovariš sodnik. Nadaljujte. Prosim? Pravim, da nadaljujte s pripovedjo. Kaj ste naredili potem, ko ste oblekli babičino nočno srajco in si nataknili na glavo njeno čepico obrobljeno s čipkami? Pozabil sem. No, osvežil vam bom spomin. Potem je vstopila rdeča kapica in vam rekla, kako velika ušesa imate, kako velike oči imate, kako velike roke imate, kako grozno velika usta imate. Na to ste jo požrli. Ali se zdaj spominjate? Spominjam se, da mi je to pravljico nekajkrat pripovedovala moja mati, ko sem bil še čisto majhen, tako rekoč otrok. V resnici pa sem rdečo kapico videl samo enkrat, in to v gozdu, pa tudi oči imam čisto drobne, bolj drobne kot babica. Ali imate tudi ušesa manjša kot babica? Pa usta? Zakaj molčite, obtoženi volk? Nedolžen sem. Prav. Ali se spominjate, da ste požrli rdečo kapico? Prvič slišim. Ali poznate lovca? Seveda. Zelo dobro ga poznam. Ali se spominjate, da vam je lovec prerezal trebuh, iz njega sta skočili rdeča kapica in babica, nato vam je dal v trebuh kamne in ga zašil? To je čista izmišljotina, tovariš sodnik. Še nikoli nisem slišal, da bi iz mojega trebuha skočili živi ljudje. Ali vi verjamete v takšne pravljice? Vprašanja postavljam jaz. Razen tega nikar ne prehitevajmo dogodkov. Zdaj bomo zaslišali priče. Najprej priče obtožbe, potem pa priče obrambe. Tovariš tožilec, predlagajte priče. Prosim, rdeča kapica, njena babica, lovec in tovariša, oziroma gospoda pisatelja, Jakob in Wilhelm Grimm. Prav, tovariš branilec, imate tudi vi kakšne predloge? Seveda, seveda. Predlagam 3 priče. Lisico, medveda in zajca. Da, sprejeto. Torej na vrsti je rdeča kapica. Pripeljite jo. Ime, Rdeča priimek, kapica. poznate obtoženega? Mislite volka? Da, otrok moj, no nikar se ga ne boj, zdaj je v naših rokah. Saj se ga ne bojim. Nikoli se ga nisem bala. Kaj pa takrat, ko te je požrl? Zgodilo se je tako hitro, da se nisem utegnila prestrašiti. 1, 2 in me že ni bilo več. Se pravi 1, 2 in že sem bila v volkovem trebuhu. Kako si se počutila? Bilo je tesno. Hočeš reči, da ti je bilo tesno pri srcu?
Ne, v volkovem trebuhu je bilo zelo tesno. Z ubogo babico so se tako tiščali, da se še ga niti nisva mogli. Na srečo naj je lovec prav kmalu rešil. Aha, ali te je volk mučil, preden te je požrl? Sploh ne, bil je zelo prijazen. Ali ima tožilec kakšno vprašanje? Ne, hvala lepa. Pa branilec. Rdeča kapica, ali si poznala volka že odprej? Seveda, večkrat so se srečala v gozdu. Pa te je že kdaj prej požrl? Ne, tokrat me je prvič. Moral je biti pošteno lačen revčak. Hvala, to bi bilo vse. Rdeča kapica, sedi in odpoči si. Naj vstopi babica. O, kar naprej, nič se ne bojte. Vi ste babica, ali ne? Dobro, hvala lepa. Samo v križu me trga. Pravim, da ste vi babica, a ne? Žabica? Babica! No pa nas videnje in pridite spet kaj naokrog. Srečno pot! Poznate volka? Kovka? Ne pijem. Ali bi želeli še kaj povedati? Pa vi? Ne. Jaz pa. Kaj? Zakaj nazaj? Ne nazaj, temveč kaj še, kaj? Kdaj? Zdaj! Daj. Ne! Pa drugič, ko bova brez prič. Upam, da tožilec in branilec nimata vprašanj za babico. Prav, gremo naprej. Na vrsti je lovec. Naj vstopi. Brez puške, prosim. Torej, kaj veste o zločinu, tovariš lovec? Vem, torej... Od začetka, prosim. Kaj pa da od začetka, torej, bil je prelep dan. Nebo brez oblačka, kot bi ga pomil z mokro cunjo, pa sem si rekel, pojdem na lov, morda mi bo sreča naklonjena. In vam je bila, kaj ne da? O to pa to, tistega dne sem ustrelil 2 zajca, 3 prepelice, fazana, 2 fazana, polmetrsko ščuko. Kaj, tudi ščuko ste ustrelili? Pravzaprav sem jo ujel na trnek, potem pa sem jo ustrelil, ker s trnkom ne moreš ubiti tako velike ribe. A, vi ste tudi ribič. Kaj pa da, ribič in lovec? Kje ste srečali obtoženega volka? V postelji. Kako? V postelji ste ga srečali? Se pravi, volk je spal v postelji oblečen kot babica. Že sem hotel nameriti van svoj trnek. Hočete reči puško? Kaj pa da, puško? Torej, že sem hotel nameriti van svojo puško, ko se domislim, da je volk morda požrl babico in da bi jo mogoče še lahko rešil. Vzel sem škarje in s pečemu volku prerezal kožo na trebuhu. Zagledal sem rdečo kapico in ko sem še malo razparal kožo, je skočila deklica iz volka. Nato je prišla ven tudi stara babica, ki je komaj še dihala. Potem mi je rdeča kapica prinesla nekaj debelih kamnov, ki smo jih stlačili volku v trebuh. Ko se je prebudil, je hotel pobegniti, ampak kamni so bili tako težki, da je kar omahnil in padel mrtev na tla. Mrtev? Da, mrtev, saj živ volk nikoli ne pade. Se pravi, da je pozneje oživel. Verjetno. Odgovoriti morate z da ali ne. Ne morem odgovoriti ne z da niti z ne. Meni se je zdel mrtev. Ampak zdaj je živ in še kako živ. Volk je zelo zvita zvir. Morda se samo pretvarja, da je živ. Ali pa se je takrat pretvarjal, da je mrtev. Vidite, na to nikoli nisem pomislil, ampak nemogoče ni. Priča je na voljo tožilcu in branilcu. Dovolite, tovariš lovec, samo eno vprašanje. Kaj pa da? Ali ste potrkali, preden ste vstopili v babičino kočo?
Potrkal, ne, nič nisem potrkal. Se pravi, da ste vstopili, ne da bi bili potrkali. Kaj pa da? Zakaj? Zato, ker sem slišal smrčanje. Babica oziroma volk je tako smrčal, da je kar odmevalo. Pa sem pomislil, kako smrči stara žena. Pogledat moram, če se je nekaj zgodilo. In ste pogledali, Kaj pa da? ne da bi potrkali. Saj sem vam že rekel, da nisem potrkal. Hvala, zadostuje. Samo to me je zanimalo. Tovariš tožilec, Nimam vprašanj. v redu. Nadaljujemo z zasliševanjem prič. Naj vstopita gospod Grim in gospod Grim. Dobar dan. Dober dan. Vi ste gospod Grim, ali ne? Ne, jaz sem njegov brat. Čigav brat ste? Brat gospoda Grima. Ampak vi se tudi pišete Grim, tako kot vaš brat. Pa seveda, jaz sem Jakob Grim, moj brat pa je Wilhelm Grim. Kateri izmed vaju je starejši? Jaz za 1 leto. Se pravi, da je vaš brat za 1 leto mlajši. Tako je, Kaj ste po poklicu? pisatelj. In kaj je po poklicu vaš brat? Tudi pisatelj. Kateri izmed vaju je napisal pravljico o rdeči kapici? Oba sva jo napisala. Pravzaprav zapisala sva samo to, kar sva slišala od drugih. Se pravi, da zgodba o volku, ki je požrl rdečo kapico in babico, ni izmišljena. Menim, da je zelo resnična. Bolj resnična kot marsikatera druga zgodba. Saj živi še dan danes, čeprav sva jo midva z bratom napisala že pred 100 in več leti. Nimam več vprašanj. Pa vi, tovariš branilec? Gospod Grim, ali osebno poznate rdečo kapico? Ne, Pa volka? samo na vides. Prepričan sem, da vam je rdeča kapica bolj všeč. Seveda. Da, se mi je zdelo, da. Tožilec ni predlagal drugih prič. Zatorej bomo zdaj uradno zaslišali še priče obrambe. Prva priča je... Medved, če dovolite, tovariš sodnik. Tako je, medved. Pripeljite ga. Vi ste? Sem... Medved? Da, medved. Ali poznate obtoženca? Kako pak, zelo dobro se poznava. Torej, sta prijatelja? Kako pak, zelo dobra prijatelja. Kje sta se spoznala? V gozdu, kako Kaj ste pa vi počeli v gozdu? Sprehajal sem se, kako pa. Kaj pa je volk počel v gozdu? Tudi volk se je sprehajal. Torej sta se oba sprehajala. Kako pa. Kaj veste povedati o napadu volka na rdečo kapico in njeno babico? O